Zadnjič smo si en primer elektrenja ogledali, kot da imamo top, ki izstreljuje nabite delce in prihajajo na naše prevodne telo, ki ima neko kapacitivnost do neskončne okolice. No, smo rekli, da bomo danes pa poskušali pridobiti še kakšen drug vidik, ki bo morda bolj splošen, da ne bo ujetnik, bi rekel, nekega telesa, to se pravi razmišljanje, ki bo dost abstraktno. Jaz bi kar takole naslovček dal elektrenje prostora. Takole, rečemo, da je to prostor, v katerega na nek način vnašamo naboje. Tukaj ne bomo zdaj, bi rekel, razmišljali, kakšna telesa so tule, kakšni so mehanizmi uvažanja teh nabojev, in bomo takole rekli. Vzamemo prvi naboj, naj bo to delta Q1, in ga postavimo na prvo mesto. Za njim uvozimo drugi naboj in tako dalje. To se pravi naboj delta QK in rečemo še zadnji naboj delta QN. Torej, takole si bomo zamišljali, da prihajajo naboji v prostor. Zdaj, mehanizem, kako prihajajo, ali je to neka mehanska roka, ki enega po enega, to je ena zadeva. Drugo pa, ko sem tukaj napisal delta Q, imam verjetno v nadaljevanju v mislih kasnejšo, bi rekel, infinitezimalno elektrenje, to se pravi diferencial po diferencial. S tem se bomo pravzaprav še najbolj približali dejanskim elektrenjam, ko lahko pravzaprav kopico, rečemo, elektronov predstavim kot diferencial naboja. Takole, no, ob tem pa poglejmo, kakšno delo bi moral kot zunanji akter opravljati, da bi nagnetil te naboje na ta mesta. No, z vnosom prvega verjetno ne bi imel težav, ker je prostor še prazen, ni nobenih sil, ki bi to preprečevale. Za vnos drugega naboja pa že, to se pravi, če zapišem delo za vnos prvega, bi rekli, da je nič. To se pravi, če jaz nek naboj premikam v prostoru, kjer ni drugih dejavnikov, je pač delo enako nič. No, za vnos drugega naboja pa že premagujem odbojno silo prvega naboja, ki je na tem mestu. No, in to delo je enako kasnejši potencialni energiji, to se pravi potencialni energiji prvega naboja na drugem mestu. Dajmo se dogovoriti, kaj bo kakšen zapis pomenil. To je naboj, ki ga uvažamo, to je pa potencial, ta indeks pomeni pa potencial tistega naboja, ki je že tam noter na mestu, kamor ta prihaja. To je pravzaprav potencialna energija tega naboja. To se pravi, delo mora biti enako kasnejši pridobljeni potencialni energiji. Dalje. Za vnos tretjega, če še malo zapišemo, je pa naboj tretjega krat vsota. Temu vnosu pa pravzaprav nekako nasprotujeta ali pa kontrirata polji prvih dveh, ki sta že tam. To se pravi, bomo zapisali V1 v točki T3 plus V2 v točki T3. Zdaj verjetno vidite, kako to gre. Tako da lahko tukaj delta A Z K, to se pravi delo za vnos katega naboja, je potem tak kati naboj krat vsota V1 na tistem mestu plus in tako naprej plus VK manj 1 na tistem mestu. Takole. No in seveda za vnos zadnjega naboja
je pa pač zadnji naboj, a ne, krat suma dv1 tn plus delta v2, no, bom to kar skrajšal, a ne, plus še zadnjega dvn manj 1 tn. Takole. Verjetno ne bo težko zdaj to splošno zapisati. A ne? Vsota vseh teh parcialnih del je pač delo, celokupno delo zunanje sile. Ne? To se pravi, delo zunanje sile za vnos je enak seveda suma, kaj pa vem, kaj je 1 do n, delta AZK. To se pravi, seštevek vseh teh levih strani. Ne? In to je enako suma, kaj je 1 do n, delta QK, a ne? Če tega splošnega zapišem, a ne? Kaj pa je tole? To je pa vsota potencialnih prispevkov vseh prejšnjih nabojev. No, to bom pa zapisal s takole sumo. Kot rečemo, J je 1 do K manj 1, enega manj. A ne? Delta V J v TK. No, takole. In seveda, mogoče zaključimo. Zadevo lahko zapišemo tudi takole. K je 1 do N, J je od 1 do K manj 1. Ne? Delta QK krat delta VJ v TK. Takole. No, kot vidimo, ne, tili produkti so kakšni, ne, da pravzaprav, če celoto pogledamo, vsak naboj iz te množice moram pomnožiti s potenciali ali pa s potencialnimi prispevki nabojev nižjega indeksa. A ne? To pomeni. Dobro. Seveda, ko bomo stremeli k infinitezimalnemu elektrenju, bodo ti naboji vse manjši, a ne? Njih število pa vse večje. To se pravi, ko bomo tole počeli, bo šel N proti neskončnosti. A ne? To se pravi, mi pravzaprav s tem diskretnim procesom se že pripravljamo za pravzaprav kasnejši zvezni proces, kot ga lahko tretiramo v tem makroskopskem smislu. No, zdaj, tole smo razčistili, zdaj bi pa tukaj morda samo tale splošni sumant majčkeno pogledali. Dajmo ga izpisati. To je naboj krat potencial J-tega naboja na njegovem mestu. No, ta potencial pa lahko zapišem kot J-ti naboj deljeno 4pi epsilon. Ja, potencial na tistem mestu je pa določen z razdaljo med točkama TK in TJ. To se pravi, to je v bistvu TJ-TK. Tole je potencialni prispevek. Ne? To se pravi, naboj 4pi epsilon, oddaljenost tega naboja do drugega. No, seveda, tukaj dobimo pravzaprav skušnjavo, da zadevo razumemo lahko tudi drugače, da je to delta Q J krat naboj, a ne, krat delta V K v TJ. To se pravi, tale naš produkt lahko razumem tudi kot produkt tistega naboja in potencijala tistega na njegovem mestu. Ne? To se pravi, bi lahko rekli, da je tale AZ enako tudi suma K je 1 do N, J je 1 do K manj 1, zdaj pa to zapišem, ne? Delta QJ krat
delta v k v tj. No, zdaj se pa še tule vprašamo. Tule smo rekli, da moramo sešteti produkte nabojev in potencialnih prispevkov nabojev nižjega indeksa. Kaj pa tlele, v tele vsoti? Ker je j vedno manj kot k, ne? J je vedno manj kot k, v obeh primerih. Ne? J je vedno manj kot k. Tukaj pa mi kaj naredimo? Vsak naboj množimo s potencialnim prispevkom naboja višjega indeksa. Torej tukaj vsak naboj s potencialnim prispevkom naboja nižjega, tukaj pa vsak naboj s potencialnim prispevkom naboja višjega. Kar pomeni, če mi to dvoje seštejemo, dobimo dvojno delo, ki je enako suma k je 1 do n, j je 1 do n, j je različen od k, torej delta q k krat delta v j v tk. No, bom pojasnil, zakaj sem to napisal. Glejte, tule moram vsak naboj množiti s potencialnim prispevkom višjega, tukaj pa vsak naboj s potencialnim prispevkom nižjega, no, ali obratno, kakorkoli že, ne. Tukaj sem pa kaj naredil? Tukaj sem pa vsak naboj množil s potencialnim prispevkom nekega drugega naboja, a ne. Pri tem sem preskočil lastnega, a ne, in sem se sprehodil po celi strukturi. To se pravi, tukaj množim z vsemi nižjega indeksa, tukaj z vsemi višjega indeksa, to se pravi na konec koncev z vsemi, samo j ni nikoli enako k. Takole. No, seveda je, to polovičko bomo kasneje dali na desno in dobimo, da je delo zunanjih sil enako. Zdaj bomo pa takole rekli. Zdaj si bomo pa prvošli, da gre ta n počasi proti neskončnosti. Zdaj bomo zapisali limito pri posamezni vsoti, limita, ko gre število proti neskončnosti. Se pravi, in bomo takole rekli. Ena polovica, jaz bom napisal, pa boste potem vi lepo v miru vse to videli. Takole, delta qk, takole, suma seveda, suma k je 1 do n, delta qk, krat limita, suma j je 1 do n, delta vj v tk, takole, ko gre n proti neskončnosti in ko gre tukaj n proti neskončnosti. Torej, kaj sem naredil? Najprej sem tale naboj nesel tam sem spredi in potem pri vsaki sumi sem napravil še limito, ko bom število teh nabojev večal, njihovo množino pa manjšal oziroma približeval diferencialu. Glejte, v tem sumandu je kaj? Ja, pa še nekaj sem tule pozabil napisati, ne, tale j preskoči lastnega. Takole, j ni enak k. Kaj tale suma predstavlja? Jaz moram v točki tk sešteti potencialne prispevke vseh ostalih nabojev. Potencialne prispevke vseh ostalih nabojev. Lastnega pa ne. Zdaj pa tako, če se vi malo spomnite, ko smo začeli govoriti o točkastem naboju, smo rekli, to je singularna točka, tam pravzaprav postajajo tako polje kot potencial neskončna. Takšni pa postajajo zato, ker smo v glavi imeli točkast naboj, ki ga ni. Smo pa, če se spomnite, obravnavali naboj v obliki oblaka, krogelnega oblaka, in smo rekli, da je to lahko en tak bolj stvaren model za točkasti naboj.
da si jaz točkast naboj predstavljam kot en zelo majhen oblak nabojev z neko gostoto, a ne? In seveda potencial je pa seveda v tej točki takrat omejen, a ne? Če je tole rho, če je tole točka T, kaj pa vem, TK, in je tole rho na tistem mestu, ne, gostota naboja, in če je tole radij, delta RK, to se pravi, da je to vsak naboj mišljen kot en tak oblaček, a ne, potem je potencial tega katega naboja na tem mestu koliko? Morate samo nazaj pogledati v knjigo oziroma v zvezek, ko smo izpeljali potencial v središču oblaka. Dobili smo, če boste nazaj pogledali, rho, gostoto na tistem mestu, lahko tudi pišem TK, kar, a ne, gostoto naboja, ne, v tem oblaku, krat radij oblaka na kvadrat z 2y0. Tole poglejte. Torej, to je formula za potencial. To se pravi, v tele vsoti manjka edino lastni prispevek, ki je pa tolikšen. Ampak, ker gre število teh nabojev proti nič, a ne, gre tudi s tem tudi radij tegale vsakega od njih proti nič. Če gre pa radij vsakega od njih proti nič, je pa njihov lastni prispevek majhen kakor čmo. Kar pomeni, da je tole enako tudi limita suma j je 1 do n delta vj v tk, ko gre n proti neskončnosti. To se pravi, tukaj še preskakujemo lastni prispevek, ampak zanj ugotavljamo, da je majhen kakor čem. Če je pa majhen kakor čem, ga pa lahko spustim. Če ga pa spustim, dobim pa kaj? Če seštejem vse potencialne prispevke nabojev na nekem mestu, je pa to potencial na tistem mestu. To je potencial na mestu TK. No, iz tega ven sledi, da je AZ enako 1/2 limita suma K je 1 do n, ko gre n proti neskončnosti, delta QK krat V v TK. Takole. Kaj pa to zdaj pomeni? To pomeni, da moramo vzeti vsak naboj in ga množiti s potencialom vseh nabojev na tistem mestu. No, ker gre pa n proti neskončnosti, a ne, se seveda tale zadeva prevesi v integral. To se pravi, vzeti moram vsak naboj in ga množiti s potencialom na njegovem mestu. To se pravi, V dq. To se pravi, naboj, vsak diferencial naboja v prostoru moram vzeti, ga pomnožiti s potencialom na njegovem mestu in to sešteti po vseh nabojih in vzeti polovičko. No in če se vrnem na tisto, kar smo zadnjič imeli, zdaj, če bi ti naboji odhajali z tega prostora ven, bi vsakič tak naboj pridobil tistim izrazom ustrezno kinetično energijo. To se pravi, da bi mi to vse nazaj dobili. Se pravi, da lahko govorimo, da je to enako tudi delu, ki bi ga ta sistem opravil, da bi pravzaprav sam sebe pravzaprav spraznil. S tem, da en za drugim odhajajo. No, in to je enako tudi akumulaciji energije. Tako. No, in tukaj lahko simbolično, no, bom jaz kar raj novo vrstico zapisal, oziroma nov izraz. Električna energija zdaj našega sistema, to se pravi sistema, ki je sposoben sprejeti energijo in jo tudi ob priliki oddati, ta energija je enaka 1/2 integral V dq. Ko se sprehodimo, simbolično, če zapišem, ko se sprehodimo po vseh nabojih. Ne? Tako kot te naše vsote govorijo. Ne smemo zdaj spuščati, ne? Ampak jeti do vsakega naboja in to hvaležno seštevati. No, zdaj bi naredili kakšen zgled. A ne?
Torej, na tisti uvodni sliki se nismo ukvarjali s tem, a je v tem prostoru 5 plošč, pa 3 telesa, pa ne vem kaj. A ne? Torej, zadeva je bila zelo abstraktna, nič dorečena. Zdaj bomo pa to dorekli in bomo rekli kot zgled, ne? Zgled kondenzator. Kondenzator oblikuje sistem 2 teles. A ne? Prvo telo s potencialom V1, drugo telo s potencialom V2, eden z nabojem Q, drug z nasprotnim nabojem minus Q. Takole. A ne? No, in za tale zgled dajmo uporabiti tole formulo. Torej, akumulacija energije v tem sistemu je koliko? Kot rečeno, treba je vzeti vsak naboj iz te množice in ga pomnožiti s potencialom na njegovem mestu. To se pravi, mi moramo iti s tole integracijo najprej na levo telo, ker kje so naboji? Naboji so na tejle površini, pa na tej površini. In zdaj, ko grem jaz na tole površino, a ne, in pišem 1/polovica integral, bom še takole označil, ne, A1, to je pa A2, da bom še tako, majčkeno poudaril, kje. Ne, to se pravi, vzamem prvo telo in pišem V1 krat naboj. To se pravi, jaz moram vsak naboj z tega telesa vzeti in ga pomnožiti s čim? Ja, s potencialom na tistem mestu. Na tistem mestu je pa potencial V1, ker je pa to konstanta, gre lahko pred integral. Plus 1/polovica moram iti do vseh nabojev v prostoru. To se pravi, tudi na to telo in pisati 1/polovica po drugi površini V2 je tam potencial krat naboj. No, ker je ta potencial spet tukaj stalnica, gre lahko pred integral, če pa seštejem vse naboje desnega telesa, je pa minus Q. To se pravi, da dobim 1/polovica V1 krat seštevek vseh nabojev na prvem telesu je Q, plus 1/polovica V2 krat seštevek nabojev na drugem telesu je minus Q. No, in to je seveda enako, 1/polovica naboj krat V1 manj V2, ja, to je pa napetost, ne, 1/polovica Q krat U. No, to je verjetno tisto, kar poznate tudi iz srednješolske fizike, a ne? In zdaj, če to nadgradimo z našim strnjenim elementom, ko imamo naboj, nasproten naboj, kapacitivnost in napetost, a ne, potem se k temule odnosu, ki ga poznamo že odprej, pridružuje še izraz za energijo, ki je pač 1/polovica naboj krat napetost, zaradi te zveze je pa to tudi Q kvadrat z 2C, no to je pa tisto, kar smo zadnjič imeli, in to je enako tudi C U kvadrat polovic. Torej, pravzaprav smo s tem zgledom nekako povezali tisto, kar smo zadnjič dobili za nek konkreten primer nekega telesa, ki ga pač z nekim topom elektrimo. No, tukaj smo pa skozi ta daljši razmislek, ne, pridobili enak rezultat. Ne. No, seveda gremo lahko zdaj tudi v žive strukture, kjer operiramo z napetostjo tokom, a ne, in je pač enačba C, I je C U črtica, a ne. Zdaj zraven dodajamo, da je ta kondenzator tudi akumulator električne energije in akumulacija električne energije je 1/polovica C U kvadrat. No, že na prvih urah, ko smo govorili o toku, električnem toku, smo rekli, da imamo veliko tokov v fiziki, ne, vodni tok, tok vetra, tudi energijski tok. To se pravi, če me zanima, kako ta energija, kako intenzivno prihaja v ta element, potem je moč elektrenja enaka odvodu ali pa hitrosti priraščanja te akumulacije. No, in zdaj, če odvajamo izraz 1/polovica C U kvadrat, odvajano, a ne, 1/polovica C, to je konstanta,
ena polovica C, odvod U kvadrat. Tako kot bi imeli F kvadrat. Ne? Odvod F kvadrat je 2F krat odvod F-ja. To se pravi, pride 2 krat U črtica. Dvojka se krajša. C krat U črtica je tok, to se pravi U krat I. Moč elektrenja je produkt napetosti in toka. No, če sem tam govoril o polnjenju, praznjenju, to se pravi takrat, ko se sistem polni, energija narašča in je to naraščajoča funkcija, moč je pozitivna. No, ko se pa ta prostor razelektruje, takrat je ta moč negativna in akumulacija kopni. To se pravi, kondenzator ima nekako dvojni režim. Lahko je kot porabnik, kot breme, tudi rečemo v elektrotehniki, torej v stanju, ko energijo vsrkava, dobiva, pri kondenzatorju akumulira kot električno energijo, v naslednjem intervalu pa lahko to energijo oddaja in takrat je pa to generator. To se pravi, moj kondenzator je zdaj lahko v funkciji bremena ali v funkciji generatorja oziroma porabnika ali vira. No, to so pravzaprav soznačnice. Vir, generator, breme, porabnik, določene stvari mogoče malo tudi arhaično zvenijo, ampak taki termini so v obtoku.